Tole je Tomaž D. Obtožen je, da je na območju šole dal prijateljema, ki sta mladoletna, zvitek marihuane, da ste jo kadila. Proti Tomažu danes na namišljenem sodišču pred sodnikom ter v navzočnosti okrožne državne tožilke in zagovornika obdolženca teče sodna obravnava. Ni nekako prijetno, pač da sem videl, kako je čez obtoženca in tudi sami na to ne pa nikoli kaj tazga naredil, da bi v takem položaju. Mladi skupaj s pravimi odvetniki odigrajo kazensko obravnavo. Tomaž D. je prejel obtožnico, ki ga bremeni kaznivega dejanja, za katero je predpisana kazen več kot 3 leta zapora. Če bi Tomaž zakrivil katero drugo kaznivo dejanje in bi prejel obtožni predlog, bi to pomenilo, da kazen ne bi bila višja od 3 let. Sodišče mladoletne prijatelja, sošolko in učiteljico zaslišuje kot priče. Jaz mislim, da se mladoletniki, ali pa takole, ko so naši 9-letkarji, 14-15 let stari, ne zavedajo, da v bistvu lahko so kaznovani za taka kazniva dejanja. Na glavni obravnavi senat sodnikov zasliši obdolženca, priče in pregleda vse listine. Tomažev zagovornik bo skušal dokazati, da Tomaž ni kriv. Tožilka pa bo sodnika skušala prepričati o nasprotnem. Je zelo napeta, zdi se mi tudi zelo stresno v bistvu in za obtoženca in za sodnike, za odvetnike, za tožilce. Če se ti zmotiš, lahko zelo resno vplivaš na življenje nekoga drugega. Na koncu pa odloči sodnik. Če ugotovi, da je obdolženec ravnal narobe, ga obsodi in mu naloži po zakonu predpisano kazen. Če pa ugotovi, da ni ravnal nezakonito, ga oprosti. Tomaž D. je kriv po obtožbi okrožnega državnega tožilstva. Kazen pa leto dni zapora, a le če v roku 3 let zagreši novo kaznivo dejanje.